Za trenutek globoko vdihnite. Opustite vse misli, ki vas vežejo na zunanji svet. Nekaj ti moram povedati, nekaj, kar bo zavedno spremenilo tvoje življenje. Iskali ste, poskušali ste, upali ste, a edina stvar, ki vas zadržuje, je vaša nezmožnost čutiti. Najprej hočeš videti dokaz, se ga dotakniti, dobiti v roke. Toda ustvarjanje ne deluje tako. Skrivnost je v vaši sposobnosti, da domnevate, verjamete in kar je najpomembneje, da čutite, da je tisto, kar želite, že vaše. Zdaj te vprašam, kaj hočeš? Je to ljubezen, uspeh, bogastvo, zdravje? Ni pomembno, kajti vse je mogoče, ko se naučiš čutiti. V trenutku, ko si dovolite stopiti v realnost svoje uresničene želje, se nevidne sile začnejo premikati, da jo spravijo v obliko. Ne potrebujete dovoljenja sveta za misijo. Ni vam treba prositi, se kregati, loviti. Samo premakniti se morate vase, brez odpora sprejeti, da je vaša želja že vaša. Nocoj, preden greste spat, naredite to. Vstopite v to zaspano stanje, v tisti tihi trenutek, preden vas prevzamejo sanje, in si predstavljajte, da živite življenje, ki ga želite. Ampak ne samo videti. Občutite toplino ljubezni, če iščete družbo. Občutite veselje uspeha, če želite bogastvo. Občutite lahkotnost zdravja, če hrepenite po ozdravitvi. Ohranite ta občutek, dokler ne postane naraven, dokler se ne počutite kot doma. Pusti, gospa, hodite po veri. Ne išči znakov. Svet mora slediti temu, kar ste že sprejeli za resnično. 6 ste kreator, arhitekt svoje usode. Podjetje. Ko čutiš, da je nekaj resnično, je to že narejeno. V vas je skrita moč, ki je bila spregledana, zavrnjena in napačno razumljena. Ne najdemo ga v naporu, boju ali sili. Vendar ima moč oblikovati vašo resničnost, spremeniti vaše želje v oprijemljive izkušnje. Ta sila se čuti. Naučeni ste verjeti, da so trdo delo, vztrajnost in vaša zunanja dejanja glavna orodja za uspeh. Povedali so vam, da če si nekaj želite, morate temu neusmiljeno slediti, neumorno delati in se boriti proti obetom. A kaj, ko ti povem, da skrivnost ni v trudu, ampak v spoznanju, v domnevi, v občutku, da se ti je želja že izpolnila. Kako dolgo bo trajalo ali sploh? To je ključ, ki odklene nevidno in ga spravi v obliko. Takoj zdaj pomislite na eno stvar, ki si jo resnično želite. Morda je to finančno obilje, ljubeč odnos, živahno zdravje ali uspeh na izbranem področju. Karkoli že je, opazite, kako vaš instinktivno izračuna, kako bo prišlo, možno. To je pogojenost fizičnega sveta, sveta, ki zahteva dokaz pred verovanjem. Toda ustvarjanje ne deluje tako. Resnica je nasprotna. Najprej verjemite in sledil bo dokaz. Vse, kar trenutno imate v življenju, je odraz preteklih domnev in prevladujočih občutkov. Niste se zavestno borili za vsako stvar, ki jo imate. Veliko tega je prišlo naravno, ker ste čutili, da je na neki ravni vaše. Hiša, v kateri živite, ljudje, s katerimi komunicirate, okoliščine, v katerih ste se znašli. Vse to je bil nekoč neviden občutek, tiha domneva, stanje, v katerem ste bili, preden se je materializiralo od zunaj. Napaka, ki jo mnogi delajo, je, da poskušajo vsiliti novo realnost, medtem ko še vedno čutijo pomanjkanje, dvom ali obup. Vizualizirajo bogastvo, medtem ko se počutijo revne. Potrjujejo ljubezen, medtem ko se počutijo osamljene. Trdo delajo, vendar nosijo temeljno prepričanje, da je uspeh težak. To protislovje jih obtiči, saj ne prihaja samo misel, ampak občutek za njo. Občutek je snov kreacije. Energija je tista, ki oblikuje realnost. Naučiti se morate prevzeti občutek, da že imate, kar želite. Ko zaprete oči in si predstavljate, da živite v polnosti izpolnitve svoje želje, ne glejte le tega. Občutite mir obilja, gotovost uspeha, veselje ljubezni. Naj se potopi v tvoje bitje, dokler ne postane naravno, dokler ni več kot sanje, ampak kot spomin. To niso sanje.
To je ustvarjanje. V trenutku, ko občutek sprejmeš za resničnega, se realnost začne spreminjati v skladu z njim. Morda ne boste opazili sprememb takoj, vendar nevidne sile že delujejo. Ostanite zvesti temu novemu občutku. Hodite po njem, se pogovarjajte in, kar je najpomembneje, počivajte v njem. Ne dovolite, da vas zunanji svet zavede. Okoliščine niso pomembne. Pomeni samo vaše notranje stanje. Če vztrajaš, ko vztrajaš v občutku, da se ti je želja izpolnila, se mora svet prilagoditi. Potrjujejo ljubezen, medtem ko se počutijo osamljene. Trdo delajo, vendar nosijo temeljno prepričanje, da je uspeh težak. To protislovje jih obtiči, saj ne prihaja samo misel, ampak občutek za njo. Občutek je snov kreacije. Energija je tista, ki oblikuje realnost. Naučiti se morate prevzeti občutek, da že imate, kar želite. Ko zaprete oči in si predstavljate, da živite v polnosti izpolnitve svoje želje, ne glejte le tega. Občutite mir obilja, gotovost uspeha, veselje ljubezni. Naj se potopi v tvoje bitje, dokler ne postane naravno, dokler ni več kot sanje, ampak kot spomin. To niso sanje, to je ustvarjanje. V trenutku, ko občutek sprejmeš za resničnega, se realnost začne spreminjati v skladu z njim. Morda ne boste opazili sprememb takoj, vendar nevidne sile že delujejo. Ostanite zvesti temu novemu občutku. Hodite po njem, se pogovarjajte in, kar je najpomembneje, počivajte v njem. Ne dovolite, da vas zunanji svet zavede. Okoliščine niso pomembne. Pomeni samo vaše notranje stanje. Če vztrajaš, ko vztrajaš v občutku, da se ti je želja izpolnila, se mora svet prilagoditi. Kot resnica. Ni izbire, kajti občutek je skrivnost in kar čutiš, to postaneš. Vaša domišljija je temelj vaše resničnosti. Vse, kar vidite, se dotaknete in izkusite v fizičnem svetu, je najprej obstajalo v nevidnem kraljestvu misli. Vsak velik izum, vsak visok nebotičnik, vsako umetniško delo in vsaka zgodba o uspehu se je začela kot ideja, podoba v mislih. Vendar te stvari ne spodbujajo zgolj misel ali želja. Predpostavka, da so resnični, občutek njihove resnice povzroča njihovo manifestacijo. Vaša domišljija ni kraj prazne fantazije. Je delavnica ustvarjanja. Realnost, v kateri živite danes, je neposredna posledica tega, kar ste si predstavljali in sprejeli kot resnično v preteklosti. Ne glede na to, ali se zavedate ali ne, vaše prevladujoče predpostavke krojijo potek vašega življenja. Odnosi, ki jih imate, denar na vašem računu, priložnosti, ki so pred vami, so odraz vašega notranjega sveta. Če želite spremeniti to, kar vidite, morate najprej spremeniti tisto, kar si predstavljate in čutite, da je resnično. Mnogi ljudje verjamejo, da so žrtve okoliščin, vendar nič v vašem zunanjem svetu nima moči nad vami, razen če tega ne sprejmete. Zunanji svet je senca, odraz vašega notranjega stanja. Če vztrajate pri domnevi pomanjkanja, boja ali zavrnitve, mora vaš svet odsevati to izkušnjo. Če pa si upaš domnevati in čutiti resničnost obilja, lahkotnosti in ljubezni, potem se mora tvoj svet spremeniti, da bo odseval to novo domnevo. Občutek je most med domišljijo in manifestacijo. Ni dovolj, da samo razmišljate o tem, kaj želite. Čutiti ga moraš, kot da je že tvoj. Podzavest se ne odziva le na besede. Odziva se na čustva, na globino prepričanja, ki stoji za mislimi. Če si predstavljate, da ste bogati in se naskrivaj počutite revne, bo zmagal vaš dominantni občutek in revščina bo vztrajala. Toda če predpostavljate občutek bogastva, varnosti, finančne lahkosti, še preden se pojavi en sam dolar, je treba svet preurediti, da bo ta domneva postala resničnost. Vaša domišljija je neomejena, prav tako možnosti, ki se vam ponujajo. Nič ni preveliko, pretežko ali predaleč nedosegljivo. Edine omejitve, ki obstajajo, so tiste, ki si jih postaviš z dvomom in nevero. V trenutku, ko opustite te omejitve in zaživite v občutku izpolnjenosti, se svet začne spreminjati. Ljudje, dogodki in priložnosti se premikajo na načine, ki jih niste mogli predvideti.
Odpirajo se ceste, kjer jih prej ni bilo. Kar se je nekoč zdelo nemogoče, postane neizogibno. Ključ je vztrajnost. Ostati morate zvesti svoji notranji viziji, ne glede na to, kaj vam kaže zunanji svet. Naj vas ne zavedejo začasni videzi. Zamik med predpostavko in manifestacijo je le iluzija, namenjena preizkusu vaše vere. Če boste še naprej živeli v občutku svoje želje brez omahovanja, brez dvoma, bo tisto, kar ste si zamislili, postalo resničnost. Vse se začne od znotraj. Vaša domišljija ustvarja vašo resničnost, občutek pa je tista sila, ki jo oživi. Predpostavi najboljše, začuti to resnično in opazuj, kako se tvoj svet spreminja pred tvojimi očmi. Svet, ki ga vidite okoli sebe, ni tako trden ali fiksen, kot se zdi. Vse, kar se pojavi v vaši realnosti, je le odraz vaših preteklih misli, prepričanj in domnev. Vaši čuti vam sporočajo, da so okoliščine resnične, da je to, kar je pred vami, vse, kar obstaja. Toda to je iluzija. Fizični svet ni vzrok vaših izkušenj. To je učinek. Vzrok je v tebi. Večina ljudi živi tako, kot da ima zunanji svet nad njimi oblast. Odzivajo se na to, kar vidijo, slišijo in čutijo, saj verjamejo, da okoliščine narekujejo njihova čustva, njihova dejanja in njihove zmožnosti. Če vidijo pomanjkanje, verjamejo v pomanjkanje. Če doživijo zavrnitev, domnevajo, da so nevredni. Dovolijo, da to, kar se zdi zdaj, določa, kaj bodo še naprej doživljali. Če pa tako živiš, le loviš sence. Dovolite, da se preteklost ponovi, ker se oklepate tega, kar vam čuti pravijo, da je res. Če želite spremeniti svojo realnost, se morate najprej ločiti od tega, kar sporočajo vaši čuti. Ne dovolite, da vas zunanji svet definira. Ni trajno, ni nespremenljivo. Je preprosto odraz tega, kar ste nekoč verjeli, da je res. Če želite ustvariti nekaj novega, morate pozornost usmeriti navznoter in spremeniti svoje notranje stanje. Najprej se moraš počutiti drugačnega, preden ti lahko svet to odraža nazaj. Predstavljajte si ogledalo. Če se mu namrščite, vam ne bo vrnil nasmeha. Slika se spremeni samo, ko se spremenite. Realnost deluje na enak način. Če se počutite revne, zapostavljene ali nevredne, vam bo svet to vračal. A če prevzameš nov občutek, če vztrajaš v prepričanju, da si bogat, ljubljen in uspešen, se mora ogledalo spremeniti. Ni izbire. Svet se odzove samo na tisto, kar mislite, da je res. Zato je nenavezanost potrebna. Če ostanete čustveno navezani na to, kar vam pokažejo vaši čuti, boste še naprej krepili isto resničnost. Dvigniti se morate nad videz in živeti iz globljega znanja. Vedeti, da bo to, kar zdaj čutite znotraj, kmalu postalo resnično v zunanjem svetu. Ignorirajte trenutne okoliščine, če niso v skladu z vašimi željami. Niso nič drugega kot odmevi starih verovanj. Niso trajni. Niso dokončne. Nenavezanost ne pomeni ignoriranja svojih odgovornosti ali umika iz življenja. Pomeni zavračanje nadzora z iluzijo pomanjkanja, neuspeha ali omejitev. To pomeni, da izberete svoje notranje stanje, namesto da dovolite svetu, da ga izbere namesto vas. Ko to obvladaš, postaneš svoboden. Ne reagiraš več na življenje, ampak ga ustvarjaš. Vaša edina naloga je, da še naprej čutite, kar želite, kot da je že res. Svet ga bo dohitel. Mora. Nevidno je vedno predvidenim. Spremenite svoje počutje in realnost bo sledila. Opustite dvome, nehajte se odzivati in zaupajte nevidni moči v sebi. Vaš svet se bo spremenil pred vašimi očmi. Ni vam treba prosjačiti za tisto, kar je že vaše. Ni vam treba želeti, upati ali iskati zunaj sedežne garniture za znake, da se vaša želja uresničuje. Če bi resnično razumeli moč v sebi, bi vedeli, da je želja sama po sebi dokaz njene izpolnitve. V trenutku, ko si nekaj zaželiš, to že obstaja v resničnosti brez primere. Vaša edina naloga je, da ostanete na koncu, da domnevate in čutite, da je že vaše. Večina ljudi živi v stanju čakanja. Upajo,
Hrepenijo, želijo si prihodnosti, v kateri se bodo njihove sanje uresničile. A pri tem ohranjajo svojo željo po prihodnosti vedno nedosegljivo. Svoji podzavesti pošiljajo signale, da nimajo tistega, kar si želijo, zato svet odseva to pomanjkanje. Skrivnost ni v čakanju, ampak v domnevi, v tem, da stopimo v stanje, ki ga že imamo. Pomislite na svojo najglobljo željo. Namesto da na to gledate kot na nekaj, kar je ločeno od vas, nekaj, kar morate iskati ali za kar delati, razmišljajte o tem kot o že izpolnjenem. Kako bi se počutili, če bi ga imeli zdaj? Kako bi se gibali, govorili in razmišljali, če bi bilo že storjeno? Naj vas ta občutek prevzame. Naj postane vaše naravno stanje. Bolj ko prebivate v tem občutku, bolj resničen postaja. Dokler svet nima druge izbire, kot da se prilagodi. Ni vam treba vedeti, kako se bo vaša želja manifestirala. To ni tvoja stvar. Svet se bo preuredil na načine, ki jih ne morete predvideti. Pojavile se bodo priložnosti, okoliščine se bodo spremenile in ljudje bodo odigrali svojo vlogo. Vsi se bodo uskladili, da bodo vaše domneve postale resničnost. Vendar moraš ostati zvest končnemu rezultatu. Vztrajati morate v občutku izpolnjenosti, ne glede na to, kaj vam zunanji svet trenutno kaže. Tu marsikomu spodleti. Začnejo domnevati, čutiti resničnost svoje želje, potem pa se ozrejo okoli sebe in ne vidijo takojšnje spremembe. Prikradejo se dvomi, preverjajo znake, se sprašujejo, ali deluje, in se vrnejo v staro stanje hrepenenja. To nihanje izniči njihovo delo. Če želite izraziti, kar želite, vas videz ne sme motiti. Verjeti morate, da je tisto, kar ste domnevali, že v gibanju, tudi če še ni vidnih dokazov. Razmislite o sajenju semena. Ne izkoplješ ga vsak dan, da bi videl, ali raste, ampak zaupaš procesu, saj veš, da pod površjem delujejo nevidne sile. Naslednji dan se zbudi v več enakih okoliščinah, ker jih je nevede poustvaril v svojih sanjah. Toda ta čas lahko izkoristite drugače. Lahko vstopite v stanje izpolnitve želja in dovolite svoji podzavesti, da jih uresniči. Pred spanjem se prepustite zunanjemu svetu. Naj vas ne skrbi, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo ali kaj bi lahko prišlo. Nič od tega ni pomembno. Pomembna je le realnost, ki jo boste ustvarili v sebi. Zaprite oči, sprostite telo in vstopite v stanje miru. Občutite bližajočo se težo spanja, vendar ostanite dovolj zavedajoči, da usmerjate svoje misli. To je popoln trenutek, da prevzamete občutek, da vaša želja že obstaja. Vidite se v življenju, ki ga želite, ne kot opazovalec, ampak kot udeleženec. Če je vaša želja ljubezen, občutite toplino, ki vas obkroža. Če je uspeh, slišite besede pohvale, naslovljene na vas. Če je obilje, občutite varnost in lahkotnost, da imate več kot dovolj. Naj bo prizor čim bolj živahen, še pomembneje pa naj bo naraven. Ne silite. Naj teče brez napora, kot da bi priklicali spomin, namesto da bi ustvarili domišljijo. Ključ ni le vizualizacija, ampak tudi občutek. Občutek je jezik podzavesti. Če preprosto opazujete slike v svojih mislih brez čustev, samo sanjarite. Toda v trenutku, ko daš prizoru globok, iskren občutek, kot da bi se dogajalo prav zdaj, mora zaživeti tisto, kar podzavest sprejema kot resnico in kar podzavest sprejema kot resnico. V tem občutku vztrajajte, dokler vas ne prevzame spanec. Dovolite si, da domnevate, da je vaša želja že uslišana. To ni čas za razmišljanje o tem, kako se bo to zgodilo, ali za vprašanje, ali deluje. To je čas, da se znebite občutka, da že imate, kar želite. S tem naredite vtis na svojo podzavest z novo resničnostjo in ta si neutrudno prizadeva, da bi jo manifestirala na načine, ki jih ne razumete. Ko se zbudite, se uprite želji po dvomu. Ne iščite neposrednega dokaza v zunanji svet. Preprosto verjemite, da je seme posejano in mu pustite, da raste. Svet, v katerem se zbudite, se bo kmalu začel spreminjati in se uskladiti s predpostavko, v kateri ste zaspali. To je skrivnost ustvarjanja brez truda.
Če boste vsako noč spali z občutkom izpolnjene želje, bo prišel dan, ko si tega ne boste več morali predstavljati, saj bo to vaša realnost. Vera ni upanje, želja ali čakanje na dokaze. Vera je občutek globokega notranjega zavedanja, da je tisto, kar ste predvidevali, že vaše. Svet vam morda še ničesar ne kaže. Morda ni fizičnih dokazov. A v trenutku, ko začutiš nekaj resnično v sebi, se je že začelo uresničevati. Večina ljudi verjame le tistemu, kar vidi, sliši ali se dotakne. Čakajo na potrditev iz zunanjega sveta, preden si dovolijo verjeti. Ampak to ni vera. Vera ne zahteva dokazov. Vera je sposobnost čutiti nekaj obstoječega, verjeti v nevidno tako popolnoma, da se mora pojaviti na prizorišču. Trenutno obstaja kot možnost karkoli si želite, naj bo to ljubezen, uspeh, bogastvo ali ozdravitev. Ni ločeno od vas. Edina stvar, ki vas zadržuje, je vaše prepričanje, da še ni resnično. Toda v trenutku, ko ga sprejmete v sebi, v trenutku, ko začutite njegovo resničnost, preden jo vidite, se začne proces manifestacije. Vaša podzavest sprejema ta občutek kot resnico in svet okoli vas se začne spreminjati, da bi ga odseval. Večina ljudi sabotira svoje s prezgodaj iskanjem dokazov. Domnevajo, da jim je želja za trenutek uslišana, nato pa takoj pogledajo okolico, ali se je kaj spremenilo. Ko vidijo enake okoliščine, dvomijo, se sprašujejo in se vrnejo v staro stanje pomanjkanja. To nihanje razveljavi njihovo domnevo. Vztrajati morate v občutku izpolnjenosti želje, ne glede na to, kaj vam kaže fizični svet. Predstavljajte si seme, posajeno v zemljo. Ko ga posadite, se je proces rasti že začel, čeprav tega še ne vidite. Če ga boste nenehno kopali, da bi videli, ali raste, boste le upočasnili njegov napredek. Enako velja za vaše želje. Ko jih v sebi domnevate kot resnične, jih pustite nemotene. Zaupajte, da so na delu nevidne sile, da jih spravijo v formo. Občutek je skrivna sestavina. Ni dovolj samo reči, verjamem. Začutiti morate resničnost svoje želje. Če si želite ljubezni, zdaj občutite toplino in veselje, da ste v tem ljubečem odnosu. Če želite uspeh, občutite samozavest, zadovoljstvo in lahkotnost, da ste že uspešni. Ne čakajte, da vam svet dovoli, da se tako počutite. Začutite zdaj in svet vam bo sledil. Vera ni pasivna. Je aktivno stanje bivanja. Živeti, kot da je tvoja želja že dejstvo. Govoriti, kot da je izpolnjena, hoditi, kot da si oseba, ki jo že ima. Ko boste resnično utelešali ta občutek, ne boste več potrebovali dokazov, ker veste, da je konec. In ko enkrat veš, da je končano znotraj, mora to postati tudi zunaj. To je velika skrivnost stvarjenja. Svet ne oblikuje vašega prepričanja. Vaše prepričanje oblikuje svet. Spremenite svoj notranji občutek, ostanite trdni v svoji veri in realnost se bo upognila, da se ji bo prilegala. Vse, kar iščete, ljubezen, uspeh, obilje ali mir se začnejo v vas. Zunanji svet ni nič drugega kot odraz vašega notranjega stanja. Ko se naučiš prevzeti občutek, da se ti je želja izpolnila, zaupati v nevidno in vztrajati v tem notranjem spoznanju, postaneš gospodar svoje realnosti. Ni se treba boriti, loviti ali dvomiti. Preprosto ga občutite kot resničnega in svet se bo uredil tako, da bo ustrezal vašim domnevam. Naj vas danes ne zavede to, kar vam pokažejo vaša čutila. Okoliščine, ki jih vidite, so le odmevi preteklih misli in prepričanj. Vendar niste vezani nanje. V vsakem trenutku lahko stopite v novo stanje bivanja, v novo domnevo in opazujete, kako se vaš svet spreminja pred vami. Ključ je vera. Ne slepo upanje, ampak globok, neomajen občutek, da je že storjeno. Če lahko zaspite v stanju svoje izpolnjene želje, če lahko to spoznanje prenesete skozi dan in če lahko verjamete, da je nevidno bolj resnično od videnega, potem za vas nič ne bo nemogoče. 6 ste kreator svoje resničnosti. Čuti, verjemi in tako mora biti. Hvala.